lahko vozimo z nizkimi vrtljaji v visokih prestavah, preprosto zato, ker je pri nižjih vrtljajih ustrezno nižja tudi poraba goriva. Ker opazujemo cesto pred seboj, ni treba, da prestavljamo pred ovinkom v nižjo prestavo, imamo dovolj zmogljive zavore, da lahko vozilo zaustavimo z zavorami, ne zaviramo več z motorji in z vztrajnostjo menjalnikov in diferencialov, kot smo to nekoč. Ravno tako je zelo pomembno, da v primerni prestavi vozimo tudi skozi same ovinke, pač tehnologija modernega podvozja omogoča tudi višje hitrosti skozi ovinke. Kot sem že omenil, z izredno nizkimi vrtljaji v visoki prestavi lahko premagujemo klance, seveda pa je pri ekovožnji pomembno tudi opazovanje, pravočasno odvzemanje plina, po nepotrebnem ne zaviramo, se ne zaganjamo v ovinke, vozimo nekako tekočo linijo. In pa, kar je še zelo pomembno, skrbimo, da ni odvečnega tovora v vozilu, da ni vozilo obremenjeno z neko aerodinamičnim balastom, se pravi s prtljažniki, ki jih ne potrebujemo v času vožnje in seveda s tovorom, ki ga ne potrebujemo. Pazimo tudi na ustrezen tlak v pneumatikah, kajti prenizek tlak v pneumatikah je nevaren in seveda tudi vozilo porabi več goriva ob neustreznem in seveda prenizkem tlaku. Na nezabavni deli že ponovili vožnje, na različnih postajah, različne aktivnosti za starše, kot so varna, varčna, terenska vožnja, ustvarjanje možnosti za na temo družinske. Prav dobro opazovanje, zdaj že tista prva značilnost vzpenjanja v sam klanec, da imava dovolj hitrosti, da lahko premagava, da se ni potrebno zaustavljati na sredini, ker veva, da je slabši oprijem, zato veliko več dela. V tem delu nekje pa se lahko kar zaustavlja, pa bova preizkusila sistem, ki pomaga vozniku pri speljevanju v klanec, stisneva zavoro. Ko bova spustila zavoro, bo vozilo še slabe 3 sekunde stalo popolnoma na miru, tako da bova lahko izvedla sam manever. Ko ga spustiva zavoro, vozilo stoji, dodava plin in greva. Zdaj pa lahko že malce bolj pospešiva. Zdaj, ko smo bolj pospešila, sva čutila, da je prišlo do odvzemanja moči motorja. Sam ESP oziroma del ESP-ja, imenovani sistem, ki pomaga vozniku oziroma preprečuje zdrs pogonskih koles, je odvzemal moč motorja, prišlo je do delnega zaviranja kolesa in s tem seveda sva lahko speljala po klancu. Zaviranje v kritu. Zanima me zdaj, kaj na teh dveh slikah manjka. Ja? Tudi ni prvezan. Ja, zakaj se privežemo? Zato, da se ne
če ustavijo prehitro, pa lahko naprej hodijo. Pa se policija lahko ustavi. Tudi policija lahko ustavi, ampak predvsem je pomembno to, da nas zavaruje, da nas obvaruje v sedežu, a ne, če se na hitro ustavimo, pa če se zaletimo v čovek. Ali pa ne, daj na koncu. Potem je tudi še eko, da je zelo važno, da je to,